vsako oblačilo, zdaj bomo pogledali najprej ta rjav pulover, vsako oblačilo ima listek, to je trajno všita etiketa, kjer piše, recimo na tem puloverju piše, da se lahko zelo previdno pere na 30 stopinj, ne sme se beliti, ne sme se sušiti v sušilnem stroju, lahko se lika samo z nizko temperaturo likalnika in pa lahko se kemično čisti. Se pravi, ne sodi zraven ostalega perila. Prvič, ker je barva druga in ker je občutljiva material. Pa pogledamo naprej. Recimo, tale majčka ima tudi trajno všito etiketo in tudi tukaj. Tudi na 30 stopinj in se ne sme kemično čistiti. Se pravi, to bomo dali prati kot delikatno tkanino. To je pa zelo, zelo ubogo. Ja. Ta pa nima trajno všite etikete. Še strigu si ga, kaj? Le to, kako pa špust gor. Te trajno všite etikete nam povedo, kaj lahko naredimo. In zdaj ne veš, ali lahko to kuhaš, ali lahko to pereš na 30 stopinj. Potem prineseš v kemično čistilnico, tam vidimo po otipu, vemo, da je to bombaž, vemo, da to lahko kuhamo, to se lahko skuha. Se pravi, da bomo dali v to košaro za kuhanje. No in ravno tako to. Tole je tudi na 30 stopinj, ker je sintetično, damo k nežnim oblačilom. In tako naprej, tole so pa vsa oblačila, ki se lahko kuhajo. Tako. Tudi to je sintetično oblačilo, tudi nima trajno všite etikete, je tudi odrezana in jo bomo dali sem. In seveda še to. To pa predvidevam, da nisi poravil. Ne, tega pa nisem. To bomo pa kemično čistili. Prav. Si bomo tudi ta postopek lahko gledali? Tako, bomo si pogledali postopek kako. In pa tudi predlagam, da tudi to, ker je volneno oblačilo, da tudi to kemično očistimo. Na tej mizi bomo pogledali, kako odstranimo madeže, preden damo v kemično čiščenje ali pa v pranje. Tukaj se odstranjujejo tisti madeži, ki jih ne moramo odstraniti, ker se ne operejo s praškom v pralnem stroju ali pa, ker se ne očistijo s tetrakloretilenom, ki je v stroju za kemično čiščenje. No in tukaj recimo, če pogledamo, tukaj imamo vodo, paro in to je tudi, se pravi, na različni curki vode in pa ultrazvok. Te stekleničke, ki so tukaj, so namenjene vsakemu madežu posebej. Madeži za kri, se pravi beljakovine, madeži za taninske madeže, to je kava, čaj, potem preparat za rjo, recimo, zelo močna kislina, potem preparat za barve, flomastre, kemične svinčnike, šminke, recimo, ne. In če hočete pravzaprav vi en madež odstraniti, morate najprej vedeti, kakšen je ta madež. Najprej ga moramo znati prepoznati. Tako, in da potem ustreznim, ker drugače ga lahko tudi zafiksiramo, ga neustrezno uporabimo in potem madež ostane. Kaj pa se zgodi recimo, če s temi pripomočki ta madež ne gre stran, kaj pa pol? Imate še kakšno stvar, s katerim lahko odstranite? Najprej poskusimo s temi preparati. Potem si pa pomagamo ali s paro, da se grejemo madež in ta preparat, ali pa ultrazvok, ki pomaga razbiti madež. Super. In lahko poskusimo. Ja, jaz bi kar videla. Vzamemo ta, ki je z veliko madež, ampak si izberemo en madež, ki ga bomo zdaj odstranili. Recimo ta. Najprej ga bomo omočili z vodo in izbrali preparat, ki odstranjuje barvo. In ga v zelo majhni količini nanesemo na madež. Potem rahlo utremo in poskusimo. Madež ostaja, a ne? Zdaj bomo pa vzeli ultrazvok in bomo poskusili ta madež razbiti. Molekule, ki se bojo pod vplivom ultrazvoka razbile. In učinkovitost je seveda večja. Super. Vidite, že rahlo izginja. In na koncu poslušimo. Tako pripravimo oblačila in jih potem damo ali v pranje ali pa v kemično čiščenje. In zdaj bomo to, kar smo očistili madeže, bomo dali v stroj. Se pravi, najprej bomo tole vložili. To je vse temne barve, pa ga lahko tole vložimo. Tako. Napolnimo stroj.
No, če ne drugega, se bom naučil samo to, da belo pa črno ne gre več. Tako. In zdaj izberemo ustrezni program in program bo to delo svoje, oziroma tetrakloroetilen bo čistil in potem na koncu, ko bo suho, vzamemo ven iz stroja in damo likati. Stroj v bistvu tudi posuši že. Tako. Tukaj dobimo ven suho perilo. In potem se ga samo še zlika in ga uporabniki dobijo nazaj. Tako, in potem ga stranke dobijo in ga že lahko oblečajo. Mene pa zanima, a imate vi koga, ki bo nasledil vaš poklic? Koga, ki bo prevzel pač to vaše delo? Ja, mi smo družinsko podjetje. Se pravi, da smo bili ujeti v to delo vsi. Se pravi, mi 2 starša in pa 3 otroci. In od teh 3 otrok se je en od otrok odločil, da bo to nadaljeval to delo. Obiskoval je tekstilno fakulteto, se pravi, da je osvojil znanje tekstila. In tukaj v delavnici se je naučil tudi postopkov. Poleg tega smo upravili tudi mojstrske izpite, se pravi, da smo znanje pridobili res maksimalno, kar se ga je lahko nudilo. In naš Gašper se je odločil, da bo delo nadaljeval. Super. Kako pa to, Gašper, da ne vem, glede na to, da si pač mlad, pa se mladi ljudje s tem po faksu ne ukvarjajo s takimi netipičnimi poklici, kot to, da si se odločil? Kaj se ta poklic mi je zelo zanimiv. Zdaj, mogoče je meni zanimiv zato, ker sem spremljal od samega začetka. Nekateri pa pač ga morajo spoznati v detajle, da jim rata zanimiv. Jaz sem videl glede veliko perspektive, možnosti za uspeh, za kariero, mojo kariero podjetja. Zato sem se odločil kar za pot svojih staršev. Super, ja. To je fajn. Tako naprej. Hvala. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta leta 2008 objavljenih 361 prostih delovnih mest za poklic vzdrževalec tekstili. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 181 brezposelnih vzdrževalcev tekstili. Čista obleka naredi človeka.